Lepo pozdravljeni v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu. Danes verouka ni, ker so se začele šolske počitnice, je pa organizirano varstvo za najmlajše. Med nami z velikim veseljem pozdravljamo Anne Kerr. Smo zelo veseli, da se po dolgem času spet srečamo. Razpored bogoslužij in srečen naslednjem tednu je zaradi prvomajskih praznikov nekoliko drugačen. Jutri v ponedeljek ob 19. uri bo cerkev odprta za tihe molitve ob spremljavi krščanske glasbe. V sredo ob 19. uri pa študijsko molitveno bogoslužje odpade, saj je v sredo 1. maj praznik dela. V sredo torej bogoslužja ni. Naslednjo nedeljo ob 10. uri dopoldan pa je kot običajno osrednje bogoslužje. Pomoč naša prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Biblično vodilo za danes in za prihodnji teden je iz Psalma 34:4 in pravi: Poveličujte z menoj Gospoda, povzdigujmo njegovo ime vsi skupaj. Današnje bogoslužje naj nas povedijo besede iz Psalma 98, ki pravijo: Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. Njegova desnica mu je pomagala, njegov sveti laket. Gospod je dal spoznati svoje odrešenje, očem narodov je razodel svojo pravičnost. Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe za Izraelovo hišo. Vsi konci zemlje so videli odrešenje našega Boga. Vzklikajte Gospodu vsa zemlja, vedri bodite, vzklikajte in prepevajte. Igrajte Gospodu na citre z glasom pesmi, s trobentami in z glasom roga, vzklikajte pred kraljem Gospodom. Naslov prebranega psalma je Odrešenje prihaja. Prihaja Božja pomoč, prihaja Božja milost, prihaja in je že tukaj. Božji dotik, Božja navzočnost, Bog, ki se razodeva v cerkvi, med nami, med vsemi ljudmi, ki iščejo Boga in pričakujejo njegovo pomoč. Odprimo vrata svojih src Božji tolažbi, tako da priznamo svoje grehe in svojo odvisnost od Boga z molitvijo kesanja. Gospod Bog, Ti vidiš naša srca, naše misli. Spregledaš vse pomanjkljivosti v naših življenjih, našo nemoč in našo nesposobnost, da bi se smelo in pogumno soočili s težavami. Odpusti nam vse naše krivice, ki smo jih storili drugim. Daj nam moč, da bomo pošteni in pravični. Zaupamo v Tvojo milost v Jezusu Kristusu in prosimo, usmili se nas. Amen. Naša skesana srca naj potolažijo naslednje Božje besede iz Svetega pisma, ki pravijo: Dam vam novo srce in novega duha denem vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce. Slava Bogu na višavah in na zemlji, mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli uvodno pesem, ki pravi: On, Bog mi je pesem in radost.
Izvolite sesti, draga cerkev. V preteklih dneh sem veliko razmišljala, kako hitro se lahko stvari v naših življenjih spremenijo. Izhajala sem iz preprostega službenega primera, ko sem opazovala svoje učence in sem razmišljala, kako je možno, da nekaj, kar poteka navzven dobro, urejeno, smiselno, naenkrat lahko postane popolno nasprotje tega. Torej, zakaj se takrat, ko je nekaj zares dobro, pojavi nekaj, za kar se zdi, da želi to dobro prekiniti ali uničiti? Naj pojasnim, učna ura je potekala zelo dobro. Učenci so v dobrem vzdušju in klimi opravljali svoje delo in so se učili. Nato pa so se, kot že velikokrat prej, v res kratkem času, skoraj v nekaj trenutkih, zgodile med seboj nepovezane situacije, ki pa so popolnoma spremenile potek te ure in ogrozile tudi dobro počutje otrok na nek način v razredu. Najprej enemu učencu postalo slabo in jim prosil, da pokličem starše. Zatem sta se glede izvedbe naloge sprli dve učenki, tretji učenec pa je zaradi občutkov nemoči in strahu pred ponovnim neuspehom v jezi začel odrivati svoj zvezek in jokati, tako da je pritegnil pozornost celega razreda. Če povzamem in nekoliko tudi pretiravam, smo šli iz stanja raja v stanje kaosa. In to vse le v nekaj trenutkih. Razred vidim kot družbo v malem in zato tudi odraz življenjskih izzivov, s katerimi se vsi soočamo v svojih vsakdanjih življenjih. Doleti nas nesreča, spremo se z bližnjimi, trpimo, ko doživljamo svoje neuspehe in čutimo svojo nemoč glede določenih situacij. In čeprav mi razum govori, da je sprememba res edina stalnica v življenju, pa se srce vedno bolj sprašuje, zakaj se zgodi, da se lahko v nekem trenutku na človeka zgrnejo nepričakovane preizkušnje in zares dobro pretresajo njegov svet. Zakaj se slabe stvari torej dogajajo ljudem, ki želijo delati dobro? Zakaj takrat, ko želimo delati dobro, s svojim bližnjim storimo ravno nasprotno? Zakaj torej trpimo in zakaj trpljenje povzročamo drug drugemu? In ravno na to temo sem si v tem tednu ogledala intervju z duhovnikom in svetovno priznanim strokovnjakom za Sveto pismo, dr. Jožetom Krašovcem, ki je povedal, da se je s tem vprašanjem ukvarjal tudi on v svojem znanstvenem raziskovanju. Iskal je odgovore, ki bi jih glede vprašanja smisla trpljenja morda ponudili filozofi in misleci. In povedal je, da nihče od njih ni našel in si niti ni upal podati odgovora glede vprašanja, zakaj trpljenje in čemu, torej ali ima smisel. Nadaljeval je in sklenil, da lahko trpljenje pojasni samo nekdo, ki je trpljenje v celoti prestal. V celoti pa ga je prestal Jezus. In Jezus je povedal, da bo navkljub trpljenju rešen vsak, ki bo vztrajal do konca. Preizkušnjam in trpljenju se torej ne moremo izogniti, ne moremo se jih znebiti, tudi ne moremo dolgo se pretvarjati, da jih ne doživljamo. Lahko pa storimo z njimi to, kar je storil pravični Job v Svetem pismu, ko se je tudi nanj v trenutku zgrnilo veliko trpljenje. O svojih situacijah se lahko pogovarjamo z Bogom in ga lahko povabimo vanje. On je v Jezusu Kristusu prestal preizkušnjo in nas razume. Boga lahko tudi iskreno vprašamo, zakaj se nam to dogaja. Rekel naj vztrajno in v veri prosimo in da nas bo tudi uslišal. Lahko razmišljamo o tem, da nam trpljenje, ki ga doživljamo, da se nam trpljenje to ne zdi pošteno. Tako se bomo učili ločevati dobro od zla, krivico od pravice in bomo utrdili svoje noge in roke za delo pravičnosti. In kot smo slišali že od duhovnikov naše cerkve, se moramo v času trpljenja v bistvu učiti, kako trpeti.
In dobro je, da v svojo situacijo povabimo tudi Jezusa, saj on izkušnjo trpljenja v celoti prestal. Zato je on naša luč, naše sidro, naše upanje, je naš temelj, v katerega upamo in na katerega se oprijemamo v času preizkušenj. In pesem, ki jo bomo zapeli, govori o tem Jezusu, ki je naše upanje in naš temelj. In v pesmih, ki sledijo, mu predajmo svoje situacije, v katerih smo, in verujmo, da je on tudi v njih z nami. Rešuješ me od vseh nadlog in vsako bol ozdravljaš, Bog. Si zmagovit in čudežni, od mrtvih vstal si slavno ti. Zdaj zmagi tvoji jaz stojim, te z dušo srcem vsem častim. Po milosti, o Božji dar, kri tvoja čisti me vsak dan. Kristus edini temelj je, grad trden, ki se ne podre, grad trden, ki se ne podre. Kristus edini
časti. Jezus, Božji sin, vreden si časti. Vreden si časti. Skrime pot peruti svoje in pokri me svojo roko ti, ko bučijo morja vsa in grad. Buri tvoja roka nosi me, Oče, ti si kralj, že se jaz smem še vedno ti zaupal bom. Skrime pot peruti svoje in pokri
vem, še vedno ti zaupal bom. Ko bučijo morja sam in grom, uri tvoja roka nosi me. Oče, ti si kralj čez vse, jaz vem, še vedno ti zaupal bom. Še vedno ti zaupal bom. Še vedno ti zaupal bom. Hvala ti, Bog, da je v tebi naša moč, da si ti naše zavetje in da ti lahko rečemo, zaupal ti bom v vseh situacijah, v katerih čutim, da me premetavajo valovi življenja. Hvala ti, ker si me velikokrat rešil iz njih, obvaroval, ohranil, postavil. Hvala ti za to cerkev, za brate in sestre, za naša pričevanja o tvoji zvestobi, ki jih lahko delimo drug z drugim. Hvala ti za Sveto pismo. Hvala ti za vse molitve, izrečene na tem kraju, ki so kakorkoli obdržale našega duha, da smo vztrajali do konca. Hvala ti za tvojo moč iz neba, ki jo daješ vsakemur, ki išče tvojo pomoč. Hvala ti, da je lahko moje srce danes bolj odprto za tebe. In nam pomagaj, da bo ostalo do konca zvesto le tebi. V tvojem imenu, Jezus. Amen. Amen. Pesem, s katero bomo pobrali prostovoljne prispevke, pa pravi, da smo srečni, ker nas je Bog dvignil velikokrat in postavil, ko sami več nismo zmogli stati. Srečen sem, Bog je dvignil me. Srečen sem, Bog je dvignil me. Srečen sem, Bog je dvignil me. Moje slava, aleluja, Bog je dvignil me. Me potegnil je, Jezus iz tebe. Sem pogrezal se, je potegnil je, Jezus iz tebe. Me potegnil je, moje slava, aleluja, Bog je dvignil me. Zla sem sužen bil, Jezus Kristus me je osvobodil in odrešil me. Zla sem sužen bil, je odrešil me. Moja slava, aleluja, Bog je dvignil me. Hallelujah, I'm walking with the King. Praise His holy name. I'm walking with the King. Hallelujah, I'm walking with the King. Every day I am walking with the King. Hallelujah, I'm walking with the King. Praise His holy name. I'm walking with the King. Hallelujah, I'm walking with the King. Every day I am walking with the King. Srečen sem, Bog je dvignil me. Srečen sem, Bog je dvignil me. Srečen sem, Bog je dvignil me. Moja slava, aleluja, Bog je dvignil me. Me potegnil je, Jezus iz tebe. Sem pogrezal se, me potegnil je, Jezus iz tebe. Je potegnil me, moja slava, aleluja, Bog je dvignil me. Zla sem sužen bil, Jezus Kristus me je osvobodil in odrešil me. Zla sem sužen bil, je odrešil me. Moja slava, aleluja, Bog je dvignil me. Bog je dvignil me. Amen. Izvolite sesti, smo pri Božji besedi.
In kot je bilo že rečeno, vodilo za današnjo Božjo besedo je iz Psalma 98:1 in o tem bomo govorili. Pojte Gospodu novo pesem. Še prej pa nekaj zanimivega. Te dni sem bral o ženi, ki je takoj po bogoslužju, ko je sedla v avto, torej komaj se je končalo bogoslužje in je sedla v avto, takoj moža vprašala: ali si videl, kako je bila gospa Davis oblečena? Ali si morda videl, katere znamke je njena nova torba iz krokodiljega usnja? Mož je mirno odgovoril: ne, nisem videl. Žena je nadaljevala: ali misliš, da imajo doma mlado ali staro gospodinjo? Saj veš, mi nimamo nobene. Mož je odgovoril: me ne zanima. Zato je žena začela z drugo temo. Ali si videl, kako zaskrbljeno se je držal v cerkvi gospod Williams? Ali misliš, da zato, ker njihova hči Lucy še ni poročena? Mož je tudi na to opazko mirno odvrnil: ne, nisem videl. A žena ni odnehala: kaj pa, če je Lucy s kom zanosila in je gospod Williams v cerkvi zato tako zaskrbljen? Mož je še tiše odgovoril: ničesar nisem opazil. Žena je hitro dodala: ali tudi njihovega novega, velikega, dragega avta nisi opazil? Saj ga je parkiral čez 2 parkirna prostora, da uboga sestra Mary sploh ni imela prostora. Mož je še tiše rekel: ne, nisem opazil. Nato je žena zavpila: zakaj potem sploh hodiš v cerkev? Torej, mi smo prišli v cerkev z dobrim namenom, da pojemo Gospodu novo pesem. Zato vabim ponovno, da vstanemo k poslušanju Božje besede. Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. Njegova desnica mu je pomagala, njegov sveti laket. Amen. Izvolite sesti. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Prebrana vrstica je iz knjige Psalmov. Judje so s to knjigo rojeni. Pravijo, da jim je položena že v zibko. Psalmi so poezija v poeziji. So na prvem, zadnjem in osrednjem mestu človekovega življenja. Možno jih je brati kadarkoli in kjerkoli. Naj se ne zgodi, da bi umrli, preden jih ne bi vsaj enkrat v življenju prebrali. Tako je napisal Janez Zlatousti. Vendar sodobni človek se sprašuje, ali sploh Boga, opisanega v teh psalmih, potrebujemo danes v modernem času. Prepričani smo, da bolj ko se družba razvija, manj potrebujemo Boga. Vendar zgodovina človeštva dokazuje nasprotno. Prav je, da spodbujamo znanost, vendar znanost, tudi to smo že danes slišali, ne more pojasniti vsega. Znanost pove, kako je vesolje nastalo, ne pove pa, zakaj je vesolje nastalo. Torej na to pa odgovarja teologija, cerkev. Znanost pove, kako je vesolje nastalo, ne pa zakaj je nastalo. Pa tudi, če ni vedno tako, kot bi želeli. Spomnim se, kaj mi je rekel vrtnar, ko sem ga vprašal, kako naj se v okrasnem vrtu, ki ga obožujem, rešim trdovratnega regrata, ki se
sproti zasaja z čudovitega sosednjega travnika. Vse sem že poskusil. Rekel mi je, da ima dober predlog, zato sem mu napeto prisluhnil. Veste, kaj mi je svetoval? Povedal je, predlagam, da se naučite regrat na vašem vrtu ljubiti. To sem storil. Sprejel sem ga, čeprav sem perfekcionist. Vzljubil sem ga in zdaj se toliko ne obremenjujem s pleveli. V življenju moramo sprejeti tudi boleče trenutke, žalost, stisko, izdaje, bolezni, krivice. Ko to vzljubimo, nam postane v blagoslov. Takrat zapojemo Gospodu novo pesem. Kako lepo je biti človek, lepše kot biti angeli, kajti oni slavijo Boga na drugačen način. Nimajo pa izkušnje odrešenja, Božjega odpuščanja, Božje milosti, kesanja, spreobrnjenja. Kako lepo je biti človek in poznati novo pesem, ker Bog dela čudovita dela, smo prebrali. Njegova desnica, njegov sveti laket je močan. Naše nepopolno življenje, polno regrata, uživa v zaupanju Bogu. Tudi o tem smo že danes slišali. Še posebej, ker sveti duh, tretja ljubeča oseba Boga, prihaja na pomoč naši slabotnosti, saj niti ne vemo, kako in zakaj je treba moliti. Toda pismo Rimljanom pravi, da sam duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi v skladu z Božjo voljo, tako da njim, ki ljubimo Boga, vse pripomore k dobremu. Psalem 98 je psalem čistega veselja. Danes o tem psalmu govorijo po vsem svetu, namreč na današnjo nedeljo govorimo besedilo tega psalma. In tako smo povezani z milijoni kristijanov, ki poslušajo sporočilo o tem, da pojemo Gospodu novo pesem. V cerkvi je ta psalem priljubljen kot cantate Domino, pojte Gospodu. Ne vemo, kdo je psalem napisal. Zdi se, da je napisan ob velikem dogodku odrešenja, saj je podoben zmagovalnim hvalnicam. Drugi narodi v svojih himnah, oziroma bom rekel epih, hvalijo za zmago svoje bogove. Judje pa so pisali psalme. In to nove psalme, nove pesmi. Med pripravo te pridige sem se potrudil s komentarji, pogledal in preučil sem judovsko zgodovino, pa kaj je o tem rekla prva cerkev. In zvedel sem nekaj novega, neobičajnega. Zvedel sem, da je bilo za Jude to res nekaj čudovitega, posebnega. Kajti kadarkoli se je zgodilo neko božje dejanje odrešenja, zmagoslavja, so pisali novo pesem, nov psalem. Naprimer, Sveto pismo jih je polno, osvetlimo jih. Ko je Bog vodil Izraelove otroke čez Rdeče morje in jih za vselej osvobodil mogočnega faraona, je Mojzes v spomin na ta dogodek napisal novo pesem. Takole pravi v 2. Mojzesovi knjigi. Pel bom Gospodu,
ker je silno vzvišen, konja in jezdeca je treščil v morje. Gospod je moja moč in moja pesem, bil mi je v rešitev. To je moj Bog, zato ga bom hvalil, Bog mojega očeta, poveličeval ga bom. Faraonove vozove in njegovo vojsko je pahnil v morje. Torej, ob tej izkušnji, ob tem čudovitem dogodku je nastala nova pesem. V Svetem pismu je veliko novih pesmi. Ko je nerodovitna Ana rodila Samuela, je tudi napisala novo pesem, rekoč: moje srce se raduje v Gospodu, moj rok se dviga v Gospodu. Zakaj veselim se tvoje pomoči? Nihče ni svet kakor Gospod. Zakaj nikogar ni razen tebe, ni je skale, kakor je naš Bog, nerodovitna, rodi 7-krat. To imamo zapisano v 1. Samuelovi knjigi. In psalem današnje pridige vse kristijane sveta poziva k petju nove pesmi. Ko to je zapisano v tem psalmu, je to v hebrejskem izvirniku takole: Šir Hadaš, nova pesem, Šir Hadaš. Poznavalci psalmov poznajo posebno zvrst pesmi, novo pesem, ki jo je treba vedno prepevati ob določeni izkušnji z Bogom, Božje milosti odrešenja. Povedano drugače, nova pesem ni namenjena nadomestitvi stare ali neke druge pesmi. Ne gre za razširitev glasbenega repertoarja, sklad glasbenih del. Nova pesem nastane zato, ker Bog naredi nekaj novega. To je čudovito. In Bog dela nove stvari. On vedno dela vse novo. Vedno, ko je šlo za dejanje odrešitve, milosti, odpuščanja, blagoslova, zmage, čudeža, je nastala nova pesem. Nesmiselno bi bilo, da bi Aaronova in Mojzesova sestra Mirjam vzela v roke boben in ob zmagi nad faraonovo vojsko prepevala že neko staro napisano pesem, ki so jo peli v suženjstvu v Egiptu. A zagotovo so jih prepevali kot Božje ljudstvo. Vendar bilo bi nesmiselno, ne bi bilo v tem kontekstu. Takrat so bili v Egiptu kot sužnji. Stara pesem ne bi mogla izraziti čustev tedanje generacije v tedanjem trenutku, ko so gledali na svoje oči, kako je Bog odprl Rdeče morje. Namreč takrat, spet imamo v Svetem pismu, v 2. Mojzesovi knjigi, je bila potrebna nova pesem, Šir Hadaš. In kaj je prepevala? Pojte Gospodu, ker je silno vzvišen, konja in jezdeca je treščil v morje. In potem pravi, da so se Mirjam pridružile vse žene, plesale so in igrale na bobne. In gremo dalje, tega je ogromno. Ko je David premagal Gibeonce, Filistejce in druge Izraelove sovražnike, je prav tako zapel Šir Hadaš, novo pesem, zapisana je v 2. Samuelovi knjigi. Gospod je moja skala, moja trdnjava, moj osvoboditelj, moj Bog, moja pečina, kamor se zatekam, moj ščit in rok moje rešitve, moje zavetje in moje pribežališče, moj rešitelj, iz stiske me je rešil. Naglašam, kadarkoli so Judje izkusili osupljivo moč Božje odrešilne ljubezni, so se zatekli k novi pesmi. Zapeli so novo pesem, napisali so novo pesem in s tem obeležili in ovekovečili poseben dogodek. To velja tudi za psalem današnje nedelje. Gre za novo pesem v spomin na konec babilonskega ujetništva. In tako ta psalem
nima samo prve vrstice, pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela, njegova desnica mu je pomagala, njegov sveti laket, ampak nadaljuje. Gospod je dal spoznati svoje odrešenje, očem narodov je razodel svojo pravičnost, spomnil se je svoje dobrote in zvestobe za Izraelovo hišo. Vsi konci zemlje so videli odrešenje našega Boga. Zdaj pa si zamislite, kako je to nastalo. Izraelci so bili dolgih 70 let v ujetništvu v Babilonu. In potem se je zgodil ta odločilni trenutek, torej božji poseg. Dovoljeno jim je bilo vrniti se v svojo deželo. Ali si lahko predstavljate, kako lep trenutek je to bil? Kakšno navdušenje, kako slovesno praznovanje je nastopilo. Ni čudno potem, da je ta psalmist v tem psalmu napisal novo pesem in je zapel v nadaljevanju: Vzklikajte Gospodu. Vsa zemlja, vedri bodite, vriskajte, prepevajte, igrajte Gospodu na citre z glasom pesmi, s trobentami, z glasom roga vzklikajte pred kraljem, Gospodom, naj buči morje in kar ga napolnjuje, zemeljski krog in njegovi prebivalci. Torej, stara judovska svetopisemska navada mora postati tudi moja. Tudi naša. Prepoznati moram v življenju mogočna božja dejanja, njegova dela in temu nameniti novo pesem. Vsak svojo novo pesem. Ne glede na to, ali je napisana na papir, ali je sestavljena v srcu in v mislih, ali je to samo beseda Jezus, ali se to zgodi doma med pospravljanjem, na vožnji, v avtu, na sprehodu, v gozdu, nekje na ulici. Ne glede na to, ali je to napisano kot pesniška zbirka, ali pa je to ta izbruh duha, ta vzklik, ta spontana molitev hvaležnosti. Šir hadaš. Moja in tvoja nova pesem. Ali jih imamo? Ne gre za to, da naročimo posebno simfonijo. Ne gre za to, da napišemo znano umetniško delo, ki bi sodilo književnosti. Nova pesem privre iz srca, sama po sebi. Potem pa stori z njo, kar želiš. Lahko jo ponavljaš, lahko jo zapišeš, lahko jo z nekom podeliš, lahko jo uglasbiš. Včasih nam hoče zaradi božje novice raznesti srce in rodi se nova pesem v slavo odrešenika. To je lahko le nekaj besed ali pa samo hvala ti Bog. Poglejmo v Novo zavezo. Ko je devica Marija, Jezusova mati, obiskala sorodnico Elizabeto in se je ob Elizabetinih besedah dete v Marijinem telesu od radosti zganilo, je zapela novo pesem, znano kot Marijina hvalnica ali Magnifikat. Kaj je bil njen šir hadaš? Takole pravi Lukov evangelij. Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem odrešeniku, kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil mogočni in njegovo ime je sveto. Njegovo usmiljenje je iz roda v rod nad njimi, ki se ga bojijo. To je bil Marijin šir hadaš. Bog nas kliče, da zapojemo novo pesem. Bog sliši pesmi, ki jih pojemo, vendar nastajati morajo tudi nove pesmi, čaščenja
in hvale. Ne govorim o novi zvrsti glasbe. Ne govorim o tem, da ne bi bila več klasična, ampak naj bo zdaj, ne vem, sodobna. Ali pa, da ne bi peli starih imen, pa bi peli samo slavilne koruse. Govorim o pesmi, ki jo pojemo Bogu kot novo pesem, ker jo doživimo na nov način. Ker doživimo Božji dotik, tudi če gre za znano, staro pesem. Morda smo pesem v srcu izgubili, pa to ni dobro. Zato nas današnji psalem spodbuja k novi pesmi. Vsakdo je lahko pri tem vključen, v to vključen. Tudi če ni, kot ljudje običajno znajo zmotno reči, nimam talenta, nimam tega daru. Kako lepo bi bilo, če bi vsak napisal svojo novo pesem in pomembne dogodke Božje mogočnosti in ljubezni ovekovečil na tak način. Morda je to za nekoga povsem nekaj drugega kot ta poetični del. Morda napišeš nekaj drugega. Morda si narediš neko zaobljubo. Morda se nečemu odrečeš. Morda nekomu odpustiš. Morda rečeš, Bog, dovolim, da spremeniš moje življenje. In to je nova pesem, to je Šir Hadaš. Mislim, da imamo vsi veliko razlogov za to in ni treba, da smo pesniško nadarjeni. Naj se začne praznovanje novih pesmi. Vsak dan se dogajajo Božji čudeži, vendar jih ne vidimo. Če ne drugo, je dovolj že to, kar beremo v Svetem pismu, dobrota Gospodova je, da nismo pokončani, da njegovo usmiljenje ni prenehalo, nova je vsako jutro, velika je tvoja zvestoba. Torej, Bog nas neizmerno ljubi, nihče ni spregledan, pozabljen. Vsako jutro je nova priložnost za izkustvo in doživljaj Božje zvestobe. Njegova zvestoba je sklenjena z nami zavezo. To ni pogodbeno razmerje. Zato je ta zaveza nedotakljiva, nerazvezljiva, ne glede na to, kaj se zgodi. Bog ni človek, pravi Sveto pismo, da bi lagal, ne sin človekov, da bi se kesal, ali morda reče in ne stori, govori in ne izpolni. Nikoli se ne dajmo zmesti, da bi podvomili v svoje odrešenje. Ne dovoli, da bi ti kdo ukradel vero v lastno odrešenje. Božja zvestoba nam zagotavlja odpuščanje grehov, vstajenje od mrtvih in večno življenje. To je apostolska veroizpoved. Božja zvestoba nam jamči, da nas Bog v trpljenju, kot smo že slišali, kako je danes to zelo povezano z uvodnim nagovorom, blagoslovljenim, navdihnjenim, s pesmimi v ta namen izbranim in z Božjo besedo, čeprav nismo drug za drugega vedeli, pa vidimo to usklajenost. Namreč Božja zvestoba nam jamči, da nas Bog v trpljenju ohranja in je z nami. Jamči nam, da je z nami kot prijatelj, zato ne recimo, da nimamo prijatelja. Gospod, tvoja zvestoba sega do oblakov. Torej živimo v svetu stalnih sprememb, neizpolnjenih obljub. Bog pa je stalnica, zvestoba je njegova narava. Velika Božja zvestoba, vsako jutro nova, rojeva nove pesmi, Šir Hadaš. Kaj, če bi vsako jutro, ko vstanemo, našli v svoji denarnici polno denarja, pa rezervoar svojega avta poln goriva, pa hladilnik poln dobrot. In če bi se vsako jutro obnovila v nas mladost, vitalnost in zdravje, zagotovo bi mislili, da smo v raju. A Božja beseda nam sporoča, da je več od tega to, da Bog vsako jutro
obnavlja svojo zvestobo, svojo milost. Kajti vse to bi lahko imeli, vendar brez Božje milosti, brez Božje zvestobe nam vse to ne bi koristilo. Bog je zvest tudi takrat, ko mi nismo zvesti. Znani pridigar Spurgeon je rekel, da nam Bog včasih pošilja svoja ljubezenska pisma v črni ovojnici, v črni kuverti, ampak tudi takrat je zvest. Sredi teme Bog nam včasih pošilja svoja ljubezenska pisma v črni ovojnici, v črni kuverti, ampak z razlogom, ne kot kazen, ne kot ustrahovanje. On vidi več, on vidi celotno sliko in Bog je zvesti oče. Naj povem primer, ki se je zgodil leta 1988 v Armeniji. Starša Samuel in Daniela sta poslala svojega sina Armanda v šolo. Preden sta ga odpustila, ga je oče Samuel objel, mu pogledal v oči in mu rekel: sin, ne glede na to, kaj se ti lahko zgodi, nikoli ne pozabi na mojo obljubo, da bom vedno ob tebi. Nekaj ur kasneje, leta 1988, je Armenijo stresel grozovit potres. Umrlo je več kot 50,000 ljudi. Oče Samuel je tekel k šoli, a je videl samo kup ruševin. Okoli ruševin so stokali starši, krčevito jokali. Reševalci niso dovolili pristopiti blizu, da ne bi bilo še več žrtev. Ko so odnehali z iskanjem, pa se je očetu Samuelu uspelo utihotapiti in začel je z iskanjem. Drugi starši so že začeli prinašati na kup ruševin fotografije otrok in polagati cvetje in prižigati sveče. Samuel pa je pazljivo premikal ruševine in čez čas, to je objavljeno, to je bila medijska novica takrat, in čez čas je slišal pridušen glas: oči. To mu je dalo novo moč in pogum za iskanje. Ko je končno sledil glasu, je zagledal skozi špranjo svojega sina Armanda in skupino otrok, ki so čepeli pod oporo zlomljenega stebra. Ko je prišel do njih, mu je Armand rekel: oči, otrokom sem govoril, naj bodo brez skrbi, ker si mi obljubil, da boš vedno ob meni. Torej, otroci so ostali živi zato, ker so imeli upanje, ker jih je nekdo bodril, ker je bil en oče zvest svoji obljubi. In ta novica je obkrožila medijsko svet. Zvestoba je narava Boga. Poglejte, kaj je o Bogu zapisal prerok Izaija. Mar pozabi žena svojega otročiča? A tudi, če bi one pozabile, jaz te ne pozabim, govori Gospod. Glej, na obe dlani sem te napisal. Nova pesem. Te dni me je med vodenim ogledom cerkve neki dijak vprašal, zakaj se Bog igra skrivalnice. Zakaj enostavno ne pride iz neba, naredi nekaj čudežev in dokaže, da je Bog. Njegovo razumno vprašanje, naglašam, res razumno vprašanje sem v pričo vseh in v pričo profesorjev pohvalil. Vprašal sem ga v nadaljevanju, ali bi v Boga verjel, če bi prišel in obudil mrtve, spremenil morje v sladko vodo in se prikazal v človeški podobi. Dijak mi je pritrdil. Potem sem nadaljeval, da se je to zgodilo pred 2000 letjema s prihodom Jezusa Kristusa. In da o tem so tudi zanesljivi viri, da o tem piše tudi zgodovina, Tacit, Plini mlajši,
Jožef Flavij, da je ta človek res živel, da je delal velike čudeže. Ne samo to, kar beremo v evangelijih. Torej, nadaljeval sem, da se je to zgodilo pred 2000 letjema s prihodom Jezusa Kristusa in da je Jezus Kristus naredil veliko čudežev in znamen, a kljub temu niso verovali. Zaključil sem, da menim, da bi se enako odzvali tudi danes, čeprav je vesolje prepolno dokazov o obstoju Boga. No in potem se je pač pogovor nadaljeval, potem je bilo prav prijetno in prišli smo do tistega znanega zaključka. Svetlobe ne vidimo, a ravno zaradi svetlobe je vse vidno. Psalem 98 nam pove, zakaj je pesem nova. Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. Njegova desnica je pri tem pomagala. Njegov sveti laket, tudi uvodoma je bilo to prebrano. Omenjena je Božja desnica in tukaj končujem tudi s tem razmišljanjem. Omenjena je Božja desnica, njegov sveti laket. Kdo je Božja desnica? Kaj je rekla prva cerkev? Kdo je podaljšek očetove roke? Gospod Jezus Kristus. Poglejte, kako čudovita je ta nova pesem, ki so jo napisali izgnanci, ko so se vračali v deželo, v svoj Jeruzalem. Oni so že vnaprej videli v tej Božji desnici Jezusa Kristusa, ki sedi na očetovi desnici, ki je svojim križem in vstajenjem od mrtvih zmagal nad grehom, smrtjo in močjo hudiča. To je pesem pesmi. Jezusovo odrešilno delo navdihuje vse pesmi. Teološko gledano ne gre za to, koliko je kakšna pesem stara, koliko časa obstaja, ampak ali je osredotočena na Jezusa Kristusa. Zato pojemo v cerkvi takšne pesmi. Lahko bi peli tudi druge, vendar te so osredotočene na Jezusa Kristusa. Ne pa na lastne napore in naše trude, ampak na Božjo milost. Ni težko ugotoviti, kaj naredi pesem za novo pesem. Jezus Kristus je navdih. Nekatere najstarejše pesmi v naši pesmarici bodo vedno nova pesem, ker so vedno naslovljene in proslavljajo Jezusa Kristusa. Slišali smo, da Mirjam ni uporabila egipčanske pesmi, Debora pa kasneje ni uporabila Mirjamine pesmi, ampak je tudi Debora napisala svojo novo pesem v knjigi Sodnikov. Pesmi odrešilne milosti nikoli ne zastarajo, ker tudi Božja zvestoba nikoli ne zastara. Vedno poveličujejo velika Božja dela. Niso prazne hvalnice, ni petje zgolj zaradi petja. Povezane so življenjsko izkušnjo. Takrat, pravi Izaija, ploskajo celo drevesa z rokami in ploskajo celo reke. In ko se zavem, kaj Bog dela v mojem življenju, ko se zavem moči Božje odrešilne ljubezni, želim tudi sam napisati svojo novo pesem, svoj Šir Hadaš. Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. To ne pomeni, da gre za nadomestitev starih pesmi, ne gre za zamenjavo, ne gre za razširitev repertoarja, ampak za nov odnos do pesmi. Nov odnos mojega srca do pesmi. Recimo, stara hvalnica Amazing Grace, dar milosti, je lahko vsak hip nova pesem. Se strinjamo? Lahko je stara himna, vendar je lahko vsak hip nova pesem. Odraščal sem ob petju starih hvalnic, ki jih imamo v pesmarici cerkveni. In vedno mi bodo pri srcu, vendar jih lahko pojem, verjemite mi tako, kot bi jih pel prvič.
Spomnimo se, stari križ. Dar najdražji je ta. Ali pa te daj od sreče, duša mi vzkipi, Bog velik si. Ali si že opran v krvi jagnjetovi. Z mano ostani, noč že bliža se. K tebi želim, moj Bog, k tebi samo. Slavna gotovost, Božji otrok sem. Nešteto, na stotine jih je. A vedno jih lahko zapojemo, kot bi jih peli prvič. Lahko postanejo nova pesem. Ne samo, da bi naredili naši glasbeniki v cerkvi novo priredbo, ampak postane tudi nova pesem. Svež pridih. Ko sem prvič slišal Beethovnovo 3. simfonijo, znano kot Eroika iz leta 1803, mimo grede, naj bi jo skladatelj posvetil Napoleonu, pa si je potem premislil. In ko je bila prvič premierno izvedena, so mnogi protestno zapustili koncertno dvorano, češ da gre za bogokletje. Drugi so v njej prepoznali Beethovnovo genialnost. Ko sem jo prvič slišal, sem jo poslušal znova in znova in znova. Nisem se je naveličal. Čeprav je stara več kot 200 let. In glasbeniki strokovnjaki jo smatrajo za najlepšo simfonijo vseh časov. Torej, tako lahko pristopimo k novi pesmi. Naučimo se od starega judovskega ljudstva, njihove tradicije, ta šir hadaš, naj postane moja in tvoja nova pesem. Izraz hvaležnosti, zahvale, nov občutek navdušenja, prepričanja, veselja, ne glede na to, kaj se dogaja v našem življenju. Kot pravi psalmist, dal mi je v usta novo pesem, hvalnico našemu Bogu. Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. Amen. Vabim k molitvi. Gospod Bog, stvarnik glasbe in pesmi, položi v naše srce novo pesem, šir hadaš. Naj postane molitvena pesem in pesem skupnega oboževanja. Naj nas prevzame, da je ne bomo mogli nehati peti, ker je rojena iz večnega duha. Poklical si nas, da bi bili častivci v duhu in resnici, zato se globoko priklanjamo pred tabo in te poveličujemo. Daj v naša usta, v naše srce novo pesem, hvalnico odrešenja, ker delaš čudovita dela. Amen. Bomo vstali in našli pesem, le katero drugo kot Poj Gospodu novo pesem. Poj Gospodu novo pesem. Zdaj si pa lahko damo duška. Naj bo to šir hadaš. Poj Gospodu novo pesem. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Poj Gospodu novo
In ko bomo v tem tednu, napišimo svoj šir Hadaš. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.